No, tole je naša Karla. Povedale eno zgodbo o tebi. Naša Karla je zdaj stara, se pravi od septembra, je stara 9 mesecev in zdaj se je ona zrela muca začela goniti. No, in dejstvo je, da se je tukaj smejimo. Ker a veste, kaj dela? Glede na to, da snupca nimamo in zdaj jo bomo dali pač sterilizirati. V glavnem, ona na vsak način išče pozornost. In zdaj jo boste slišali, ko se oglaša. In ona se je zapičila ob psa, pač ker drugega ni, in se mu vrže pred njega na hrbet in prosjač za ljubezen. In logično, pes jo buta zgleda, kaj hoče od njega, in ona mjavka in ga prosi in se zvija. In ne ve, kaj bi naredila, da bi jo majčkeno pocrkljal, da bi majčkeno z njo se poigral. Ampak, a veste, kaj je zanimivo? Da nažalost smo tudi ljudje taki, da prosjačimo za ljubezen, ne samo živali. In tiste ženske, ki ste zasvojene z zavrnitvijo, stresom, ki imate potrebo po tem, da ste zaničevane, boste točno to delale. Metale se boste pred ljudi, pred moške, prosile za ljubezen, ampak oni vas bojo buta zgleda, kaj sploh hočete od njih. Ne vam vse skupaj razložim. Od kje mislite, da izvira, recimo, otrok se rodi v družini alkoholikov. Se pravi, je tukaj poniževanje, zavračanje, nesprejemanje. Potem se poroči in dobi točno tega partnerja, ki ga ne sprejema ali pa ki jo ne sprejema, ki jo zaničuje, ki mu točno pokaže, kje je njegova rana. No, in zdaj, ko berem knjigo o Joe Dispenza, Postanite brezmejni, noter piše, da dejansko bolj kot podoživljamo nek boleč dogodek, večja avtocesta v možganih nastaja, se pravi, večja živčna povezava in bolj občutimo. Po drugi strani pa, v tej knjigi bom pa pokazala, oziroma bom dodala sliko, no, da boste videli, da ne bom zdaj iskala, v knjigi Pranic Healing pa točno kaže, da v bistvu imamo na tem astralnem nivoju pa zapise, imamo kot neke entitete, ki nas vlečejo v to, da smo zasvojeni, da si želimo biti zlorabljeni, da smo odvisniki od stresa. No, in dejstvo je, da kdor je odvisen od stresa, in ene karte imam angelske, in v teh angelskih kartah večkrat sem potegnila v preteklosti, v prejšnjih letih, karto Rešite se zasvojenosti. Pa sem razmišljala, v redu, nehala sem kaditi, v redu, počistila sem, kar se tiče zasvojenosti s hrano. Ampak zakaj dobivam to karto neprestano sporočilo Rešite se zasvojenosti? In dejstvo je, da potem leta kasneje, ko sem pa prišla do zaključka, da imam potrebo po tem, da me ljudje zavržejo, izkoristijo in zavržejo. Se pravi, če imaš ti potrebo, glejte, je to tako kot alkoholik, ki ima potrebo po alkoholu, oziroma nekdo, ki kadi, ki ima potrebo po cigaretih. Se pravi, isto, zasvojenost točno s tem negativnim čustvom. Zdaj je to dokazano, da to obstajajo, ta zasvojenost z negativnim čustvom, da imaš potrebo po tem. Zdaj pa, kako se tega rešiti? Za moje pojme je najbolj enostaven način meditacija. Dobesedno dekodiranje podzavestnih programov, vse potrebe, se pravi vse zavedne in nezavedne kode moje duše, ki so povezane s potrebo po. In date tukaj potreba po stresu, potreba po zaničevanju, po zlorabi, potreba po... Veste, programi, jih je toliko različnih, in če razmišljate, kaj imam jaz za počistiti, spet je tukaj mišični test, ker z mišičnim testom boste najlažje ugotovili, kaj je tista zadeva, kar vas bremeni in kar imate vi za počistiti. Tako da prav zasvojeno s slabimi odnosi se počisti dejansko samo na podlagi dekodiranja podzavesti. Seveda pomaga tudi drugačno zavestno razmišljanje. No, samo to je že naslednji program. Ko se jaz odločam, da bom drugače cenila sebe,
sem že naredila en korak. Zdaj pa moramo razumeti, da naši možgani imajo svobodno voljo, oziroma mi, ki upravljamo naše možgane, imamo svobodno voljo. In jaz lahko z mojo voljo vplivam na vse zapise na energetskem nivoju mojega telesa. Tukaj na Zemlji smo na točki preoblikovanja. Se pravi, če se jaz odločam, in ločitev od, pomeni, da jaz lahko sama počistim, spremenim vzorce, ampak ena stvar pa je, potrebno jih je ozavestiti. No in zdaj vam povem eno zgodbo. Pred kratkim me je klicala ena gospa, ki poznam je leta, 20 let, več kot 20 let, res je že dolgo časa poznam. In takrat je neprestano tarnala, kako je njen odnos grozen, kako nič ne gre, kako je v bistvu grozen. In a veste, pa enkrat ti pride do vrh glave, ko poslušaš tega človeka in eno leto ponavlja že ene in iste stvari in rečeš, pa daj naredi že nekaj. Pa me gleda pa reče, kaj ti hočeš, da se jaz ločim? Se reka, ne. Jaz ne želim, da se ti ločiš. Ti naredi nekaj, da se boš ti dobro počutila. Jaz ne morem vplivati na tvoje življenje. In logično ni naredila nič. In pa čez enih 10 let je zbolela za rakom. Dobila je prvega raka in to je bil rak na danki. Se pravi, črevo ne more izločiti tega, kar se dogaja. Njen mož jo je, verjetno jo še vedno, ponižuje, zaničuje, nikdar ni bila nič uredna, nikdar ni naredila nič dobro. V osnovi je bila tako kot tale naša mačka, ki se je metala pred njega in on jo je buta zgledal, pa še zaničeval jo je. Isto, prosjačila je za ljubezen. Ja, saj tudi jaz sem znala to dobro delati, a veste, saj verjetno opaziš pri drugih ljudeh to, kar imaš v sebi. No in v glavnem, potem je tega raka, da se vrnem nazaj na zgodbo, uspešno predelala in potem so se naše poti ločile in pred kratkim sva spet govorile in v glavnem je rekla, da se je rak pojavil spet drug, ampak na drugem koncu. In zanimivo, kje se pa zdaj rak pojavil. Zdaj se je pa pojavil tukaj. Se pravi, a ne smem na sebi kazati stran ta energija, ne rabim jaz tega raka, nikdar ne kazati bolezni drugih ljudi na sebi, nikdar, ampak jaz na žalost še zmeram, kdaj to delam, ampak tistem se spomnim in že počistam to energijo. V glavnem, in pridelala je druga raka, ni jo doletel. In zakaj točno na glasilkah? Zato, ker je tlačila, potlačila, pa na sebi nasmeh, pa naprej do naslednje drame, ko jo je spet potlačil in ona je bila spet ta mačka, ki se mu je vrgla pred njega in prosjačila, zato da bi jo imel rad. Dejstvo je, da druga ne moreš prisiliti, da te bo imel rad. Tudi pes, ta mačka lahko dela, kar hoče. Pes jo ne bo nikdar, ne bosta skupaj, ker sta pes pa mačka, ne gresta skupaj. Dejstvo je, da ja, življenje nas uči, no mi se zdaj pri tej naši mucki res nasmejemo, ker je toliko smešna in tako prosjači in tako hoče biti crklana, pa da jo nekdo boža, samo da je prijetno. Pojdimo naprej glede zasvojenosti s stresom, z negativnostjo. Dejstvo je, da duša, jaz verjamem v to, da je duša na potovanju. In vse to, kar nismo v preteklih življenjih uspeli predelati, predelamo, dobimo nalogo, da predelamo, ali pa se duša odloči, da predela v tem življenju. Enkrat mi je ena gospa rekla, veš, mi smo bolj razvite duše, pa moramo za druge ljudi predelovati. Sem rekla, po moje ne, po moje ima vsak svoje za predelati. In mislim, da ima vsak dosti svojega za predelati. In življenje ti hoče pokazati, kaj imaš za predelati. In sploh, kdor prosjači za ljubezen, najprej mora prepoznati to, da prosjačiš. Druga zadeva pa, ali pa zadnjič mi pa ena gospa rekla, da se je počutila v svojem zakonu tako kot prostitutka. Da je v bistvu se razdajala za drobtinice ljubezni. A ni to žalostno, ne?
v svojem zakonu, kjer bi morala biti kraljica. No in to so karmične vezi. Karmične vezi se vedno najdemo z ljudmi skupaj, s katerimi imamo nekaj za predelati, kar je ostalo nepredelanega. In zato so ti odnosi, ni naključje, da se rodiš v točno določeno družino in ni naključje, da dobiš točno določenega partnerja, niti šefa, za vse določen je razlog. In mi, ker ne poznamo večje slike, se pač nekje vrtimo, ampak tisto, kar se pa učimo, je pa presežiti, odpustiti, dvigati vrednost v sebi in predvsem, ne tako, kot piše v Svetem pismu, ne mečite diamantov svinjam. Tega sploh ne moš razumeti, dokler prosjači za ljubezen, ti je to normalno. Ampak dejstvo je, da nobena svinja ne bo razumela, kaj je diamant. Njej dej pomije, pa bo srečna. Dej ji kup dreka, pa bo srečna. Tako je. In nažalost je to tako tudi pri ljudeh. Tako da, zdaj pa pri tem presežku, da naredimo korak naprej. Ena stvar je, da začnemo zavestno razmišljati, kaj dela naš kje se je zataknil, kaj ponavlja, katero dramo ponavlja, kaj premlevamo, katero zgodbo premlevamo. In jaz zdaj pred kratkim sem predelovala še mojo srčno čakro in vam povem, da sem imela občutek, kot da me boli prav na tem predelu timusa. Prav tukaj, na sredini noter, da me boli. In včeraj zjutraj, ko sem se prebujala, sem točno zavesla, kaj je tista zadeva. In to je še en boleč dogodek iz mojega zakona in sem ga rabila ozavestiti in sem rabila spustiti in sem rabila odpustiti. Zaradi tega, da ne bom takrat, ko bom stara 85 let, razmišljala, kaj se je meni zgodilo, ko sem imela 35 let. A veste, tega ne rabim takrat. Dejstvo je, da to življenje je prav, ker ga pustiš za sabo, da ostane tam. Ne pa premlevaš za nazaj, kaj je bilo, če bi bilo, če ne bi bilo, če bi se zgodil, bi bilo to. Pust, kaj občutim, kaj se moram naučiti in odpustiš. Mogoče napišeš pismo, mogoče narediš meditacijo za dekodiranje in greš naprej. Ko da naredite to, boste videli, ko odluščiš tisto prtljago, potem se tudi telo preoblikuje, zato ker ne rabi zaščitne obloge okrog sebe in postanete lahkotni, lažji in kile odpadejo. To je pa ta najboljše. Tako da, imejte se radi.